Spoštovani in cenjeni, pozdravljeni v drugi epizodi oziroma v drugem delu podcasta, ki je namenjen zgodbi Oskarja, osebni zgodbi od Zibke do te pisarne v tem trenutku. Ne. Zdaj, če boste gledali to z zamikom, lahko da se zgodi tudi kaj prelomnega vmes, ampak s prihodnostjo, glede na to, da sva tukaj in zdaj, ne bova špekulirala. Oskar, kje sva ostala zadnjič? Oziroma, če jaz nekratko preletim tvoje življenje, začela sva v tvojem ranem otroštvu, nadaljevala skozi osnovno šolo, skozi tvoja zelo zanimiva in zelo zainteresirana gimnazijska leta, prek študijskega obdobja do diplome in do, po vatlih naše družbe, učinkovitega kariernega preboja v zgodnjih letih. Bil si zelo visok v strukturi enega resnega slovenskega letalskega prevoznika, ki se mu rekel Adria, do točke, kjer smo ostala zadnjič, ker se zgodi pravzaprav nekaj čudnega. Kje smo ostala? Ja, to, da sem ostala sva v letu 1996, ostala sva pri mojih 32 letih življenja in pa ostala sva, pravzaprav prišla sva do konca temu, kar jaz iz mojega vidika, ko gledam svoje življenje, rečem zaplet. To je bilo tisto, kar se je moralo nabrati, in ostala sva pravzaprav na točki, od kjer se začenja ta, bi rekel, mogoče tudi zame najbolj zanimiv del, ki, če bi razmišljal še 5 let nazaj, se pravi, še pri 27 in bi meni nekaj takega povedal. Mu ne bi mogel verjeti. Povabil bi ga na pijačo, ker je tako dober. Bi mu pa rekel, da sanja, ne. Ok, ampak ne, da pride v življenju do neke točke preloma, ne. Ja. Se morajo vzpostaviti neke okoliščine, ne. In te tvoje okoliščine so bile okoliščine nekega občutka neizpolnjenosti, neprijetnosti, ne. A bi lahko danes retrogradno analizirala, kaj je bilo recimo takrat naloženo na hard disku Oskarja, Ja, kar je potem rezultiralo v to, kar je sledilo, ne. Če pogledam to, poleg mojega, lahko rečemo, večnega iskanja nekega smisla pa samega sebe, je bil to gotovo, so me v preteklosti, je bilo vame naložen, bil je gotovo šah, potem je bila odbojka in tekmovalnost v tej odbojki, potem je bil faks in pa tista čudovita leta, potem 2 leti štoparskih potovanj po celi Evropi, Maroku in seveda tudi Turčiji, ne. Potem 7 let tega praktičnega življenja, se pravi v službi, tukaj gre za najprej 4 leta v Adrii, potem pa v aviaciji, potem 3 leta v turizmu kot direktora, ne. Potem vmes seveda je tukaj prišla moja družina, je bil dom, vse to je bilo naloženo v meni in potem sem v tem pri teh 31, 32 letih videl, da vse je, samo nekaj ful manjka. In tisto, kar je bilo nekaj, je bilo ful pomembnejše od vsega ostalega, kar sem imel. In šele kasneje, takrat nisem vedel, zakaj, sem spoznal, da sem šel, v bistvu iščem sebe, da sem izgubil sebe. In s tem namenom sem šel takrat to moje prerojensko, danes ga imenujem prerojensko in nedeljsko potovanje. To je bilo nekaj mesecev, o tem sva zadnjič govorila, tam so mi se zgodile dejansko neka popolnoma nepredstavljiva spoznanja in izkušnja. Torej, ne gre za neko branje ali karkoli, to je lastna izkušnja, da obstaja razširjena resničnost, da obstaja neko notranje sonce, da obstaja neka oblačna struktura in da v bistvu tanjša, ko je oblačna struktura, bolj moje notranje sonce seva name. In kaj je bilo meni najbolj fascinantno, ker jaz nisem nek ezoterik, nimam se za to, da je bila to dejansko izkušnja, da sem jaz skozi to izkušnjo spoznaval ta razširjeni svet, razširjeno resničnost, ki lahko povem, spoznaval komunikacijo z mojim notranjim soncem, čutil, kaj mi ono govorilo, in tukaj sem jaz spoznaval, da to notranje sonce meni govori stvari in v jeziku, predvsem pa stvari, o katerih nikoli nisem razmišljal in nikoli na tak način. Kot bi neko druga, bi rekel, nek drug v meni, nek višji jaz ali pa karkoli, me nagovarjal, jaz sem to razpoznal in me je v bistvu usmeril, kako naj jaz to vem. In takrat se je meni zgodilo pred povratkom domov neka nora zgodba. Pojavila se mi ideja o agenciji Oskar. To je bilo na Solereziju. Se spominjaš trenutka?
se tega spominjam. navdiha. Ja, zato, ker takrat sem padel, ko sem hotel domov in sem padel v tistem času, torej gor v taki vulkanski deželi v vročem blatu, v Tomohonu, opekel sem si nogo od kolen navzdol. Bil sem v nezavesti, bil sem sam, nihče me ni. Prišel še tega dogodka, skratka ne bi zdaj v detajle, ker to je lahko še za en podcast, Ja. ki pa me je prikoval 11 dni na en preprost losmen, to je tak penzionček, kjer je samo soba skupni in tako naprej. In sem bil nepokreten, mogel sem se zaceliti vse skupaj, noge so bile in tako dalje. No in tam je bila, bolelo, peklo je, ne, takrat neka antibiotična krema, to smo že poštimali, ampak je bolelo in tako dalje. In takrat sem jaz pol prebijal eno svojo lastno zgodbo, tistih 11 dni, to smo mukotrpna, je bila pa izjemno, bi rekel, poživljajoča, ko bi te preživela, veš, bolečina je sicer zoprna zgodba, ampak če ti moraš v njej biti, ne, to ni bila bolnica ali pa karkoli, potem te poživi. In to je meni prebil to. In v tistih 11 dneh sem jaz intuitivno pisal ure in ure, dneve in dneve, tudi s tem sem malo lažje bolečino in tako dalje. Ne. In tako so začele prihajati naplav stvari, ki pravzaprav, ko sem se na jutro zbudil, sploh nisem mogel verjeti, da sem jih to pisal. Ja, če ne bi moral popisati, potem pa to ne bi bilo. Kakšne stvari? A so bile to neke misli, a so bila to občutja, a so bile to skice poslovnih zamisli? Ne, zanimivo je, to so bila spoznanja. Torej spoznanja, to so bila spoznanja, ki so presegala moj takratni pojmovni svet. To me najbolj presenetilo. Kot bi nekdo, neki višji pisal iz mene in me rekoval, piši to. To so bila spoznanja o oblakih, o notranjem soncu, o komunikaciji. To so bila spoznanja o mojem poslanstvu. Oziroma, meni je bil prvič moj smisel življenja, ko je bil in mi je padlo na glavo. Tvoj smisel življenja je poslanstvo in prizemljevanje. In potem se je pisalo spodaj, recimo, to, kar ti je zdaj spoznal in boš spoznal, to je bil ta proces, ki je tekel skozi teh 11 dni in potem še skozi do konca slovenstva, ni zato, da boš ti to zase držal, ampak to je zato, da boš ti lahko to povedal vsakom, to zanima, ker to lahko vpliva na kvaliteto njegovega življenja. In sem nikoli ne razmišljal pri 30 o poslanstvu. Kaj to pomeni poslanstvo? Misliti na druge. Vedno smo bili v tistem egu, vedno sem bil v nekem svojem, da rekel, preživetvenem načinu, pa družina, pa preživetje, pa dom, pa nek denar, takrat je bilo. Kako pa sploh definirati poslanstvo, po tvojem mnenju? Poslanstvo je to, ko gleda, jaz mislim tisto, ko rečeš, to je tisto notranje stanje, bi rekel, prežetosti, ne tega želje, prežetosti z dajanjem, ne. Kaj lahko dam? Brez pritiska, da to moraš dati ali pa da Kaj lahko svetu ponudim? Ja, svetu, sopotniku, sodelavcu, človeku, ne. Se pravi, kaj jaz lahko dodam k temu življenju, ne. Okej, ampak zdaj smo bili v neki točki, ti si skratka šel iskat samega sebe, ne, odkril si to čudovito metaforo iskanja samega sebe skozi notranje sonce, razkrajanje svojih notranjih oblakov, ki so ideje, prepričanja, frustracije in travme. Neraščiščene zgodbe in tako naprej. Ja. In skratka, ta kanal se je v nekem trenutku odprl, ne? In zdaj si ti začel iskati to svoje notranje poslanstvo, ne? Ja, se spraševati, zakaj je Oskar postavljen na ta svet, kaj lahko Oskar temu svetu ponudi. Točno to, kakšni so svojega življenja na koncu. Ampak zdaj nekje je morala po nekem kanalu leteti pa ta ideja. Ja, in potem iz tega poslanstva je išla in povezana z mojo drugo dilemo, torej, s katero sem šel na svet. Posel, finance ali potovanja. V poslu in finance sem obenil jasne kariere naprej, potovanja so pa najbolj ampak tam je pa ta kočijašta sonce je potem jasno mi da vedeti. Prvič, potovanja. Drugič, taka potovanja, da lahko sopotnikom omogoči doživljati in izkusiti podobno, kar se tebi zgodilo. In tretjič, agencija se lahko imenuje po tebi agencija Oskar, z jasnim poslanstvom, z jasno vizijo, z jasno vsebino, ne, da in takrat in četrtič je padlo proti koncu že konkretna dinamika in pa lahko rečemo narativ mojega, lahko rečemo arhetip mojega potovanja, s katerim so prežeta vsa potovanja agencije Oskar. To pa pomeni... A te lahko Oskar tukaj uskočim, ko si ravno kar omenil to, da si, bom rekel, dobil neki intuitiven namig, da agencijo poimenuješ po sebi, ne. Veš, da mi je bilo to recimo v primeru tebe, tvojega, bom rekel, bolj uspešnih gorenjskih podjetij, ali pa sploh pa slovenskih na področju
na področju potovanj in turizma, ne, da mi je bilo vedno tako, se bo en tak ambivalenten odnos, nisem čist, če sem lahko iskren, nisem vedel, kaj naj si mislim. Ne, zdaj, in podjetje poimenovati po sebi. Ne. Po eni strani lahko to razumem kot eno obliko nečimrnosti, ne, ali pa tudi mogoče zagledanosti vase, ne. Po drugi strani pa, dlje ko te poslušam, bolj razumem, da je to tudi ena oblika zaveze samemu sebi. Ne. Bravo. Ker podjetje s tvojim lastnim imenom, ne, kamor investiraš sebe in svoje poslanstvo, verjetno te bolj boli, če zgreši. Ja. Tisto, oziroma te ves čas opominja na to. Ne. Super. Na to nikoli nisem razmišljal. Zdaj, hvala ti za to. Zadeva, jaz sem to videl tako, to je prišlo je tako. Brez zamere. Hvala Bogu, vesel sem za to. V bistvu, jaz čutim, da je takrat prišlo to v sklopu teh, bi rekel, to je tem, čemu je narekovalo moje notranje sonce, to so bila spoznanja, ki jih spoznaš. To ni bil razum, razmislek, neka logika od zadaj ali karkoli, ne. Ampak je gotovo, je res, da če ti daš svoje ime podjetju, se na nezavedni ravni gotovo maksimalno zavežeš in to je bilo gotovo bolj, ne. Druga stvar je pa itak v poslanstvu, ko si ti v poslanstvu, ko enkrat je poslanstvo začutiš kot svoj vocation, kot svoj smisel, ne, kot svoj poslanstvo, ne, kot to, je pa itak pol povezano s tem, da ti razmišljaš, kaj boš ti potniku dal, ne. Ja. Valjda, stroški vsega potovanja in onega tega so, pa če letala vsak nekaj košta, to je nekaj, potem mora nekaj ostati za preživetje in tako dalje. In to je neka cena. In zdaj pa se pojavlja vprašanje, in se ukvarjam cel life, in to bo šlo vseh teh 30 let, ko se del pogovarjamo. Kaj pa jaz na to potniku lahko dam? In tukaj izhaja tisto skrizo, ki je kasneje prišel. Nihče ne potuje zaradi tistega, kar plača, in ne more plačati tistega, zaradi česar potuje. Torej, plačaš hotele, letala in vse te sestavine, ki ima neko ceno, ki če se šteješ nekaj stane. Nihče ne potuje zato, da bo potoval z letali, da bo spal v hoteli, da se bo vozil tam nekje in tako dalje. In potem je ta drugi del. In ne more plačati tistega, zaradi česar potuje. To pa je, kasneje sem razpoznal, da ne bo pa zdaj mogoče razcefrala duša, neka osebna zgodba, neka želja po doživetju, nekaj izkušanje, neka samospoznava, nekaj, kar je pa vezano na potnika, na sopotnika, ne pa na gostujočo deželo. In to je neprecenljivo. In jaz sem se ukvarjal in do tam na Solarezi, če smo zdaj, je prišla pa ta zgodba. Ja, potnik plača to, kar plača. Ampak kako mu pa jaz lahko omogočim to neprecenljivost podarim, ki sem jo sam izkusil skozi to potovanje in ki sem jo odprla. Na diskreten način, da nikogar ne silimo nič, ne, torej, daješ tisto, kar v bistvu želi. Če te prav razumem, je ta, bom rekel, goli ekonomski razmislek, to, da vsaka stvar mora imeti stvari kvantizirane v smislu določeno ceno, trajanje, dolžino, kalorije, ne, če gremo še tako naprej v ta snovni števni svet, ne, je to zgolj mehanizem organizma, da živi, medtem ko bistvo Oskarjeve ekonomije se nahaja v neizrečenem, v polju tega, kar se ne da denarno ovrednotiti. To me zanima bolj z vidika, kako si ti to svojo osebno filozofijo, se mi zdi spretno preslovil v poslu. Ne jaz, moje notranje sonce. Jaz sem pa izvajalec tega. Ok, ampak greva lahko postopno. Recimo, ti si prej rekel, da si začutil, če bi mi to malo pojasnil, da si začutil, da je tvoje poslanstvo ozemljevanje. Prizemljevanje, se načujem. Zdaj, kaj to pomeni in kako se to manifestira skozi produkte Oskarja? No, prizemljevanje in bi lahko mogoče z drugimi besedami poimenoval ukoreninjanje. Namreč izrazostoje, ki ga bom zdaj uporabljala, je moje lastno. In izhaja iz moje lastne izkušnje. To niso mogoče neki pojmi, ki so zunanje uveljavljeni, ker gre za moj proces in potem moje razumevanje tega procesa. Ukoreninjanje pa pomeni, da, in to je drugi imperativ, ki spet ni moj, ampak je mojega notranjega sonca, ki pa pravi, ja, poslanstvo, vendar pa ukoreninjanje. Se pravi, ti se boš koreniti v domače živele, v domačega človeka, v sočloveka in tako dalje. Ne? In v bistvu to je ta
prizemljitev. Se pravi, ni to, da jaz, ker takrat, ko sem veliko potoval, to je noro. In to je lahko tako za svojih ljudi ostaneš, nekje se zatakneš v svetu. Koliko je takih ljudi, ki se zatapljajo? Ne, pridi domov, zaširiš svoje poslanstvo, ja, in to je bo jasno. Ideja agencije Oscar, torej ustanovi agencijo, sprejmi odgovornost, ja, sooči se z resničnostjo, kakršna je, sprejmi jo, kakršna je, domača resničnost, sem jo poimenoval, ne. In začni delati potovanja, ki so taka kot ostala, se pravi prizemljena, viš takoj v program potovanja, cenik, kaj je vključeno in to je zakon, ne, tukaj ni debat, to je prizemljenost. Poslanstvo je pa na to, kot si rekel, to je temelj, na to pa gre. Kaj pa zdaj jaz to lahko naredim in dam potniku? Tistega, zaradi česar potuje. Tisto je pa dodana vrednost. To je pa totalno dodana. In ta vrednost ni povezana z še enim ogledom, še eno večerjo, kakor neki materialnim, ali pa nekaj, kar je v programu, ali pa nekaj, kar je sploh lahko vrednega, ampak z neprecenljivim. Je, ker v današnjem svetu tržnih analiz, sodobnih trženjskih orodij, umetne inteligence, kjer vsakdo poskuša razumeti vse najbolj oddaljene kotičke in niše trga, ne, se zdi skoraj nepredstavljivo, da si kdo zamisli tak poslovni model. Zdaj, če lahko ponovim, pa če se ne motim, si ti skratka rekel, ne bom odkrival tople vode, ponudil bom potovanja v enih klasičnih turističnih obsegih po različnih destinacijah po svetu in na to nekaj dodal, kar se pa sploh ne da oglaševati, stržiti, ali si to detektiral prek kakšne niše. Kako si vedel, da bo to šlo? Glede na to, da ste... Običajni modeli in teorije kvantifikacije so tudi razvoj in uspeh agencije Oscar da pojasniti. Se ga ne da pojasniti. Ne da se ga. Ne. Ampak ste bili v nekem obdobju ste bili eno najhitreje rastočih podjetij v Sloveniji, če se ne motim. Pač ja, to so neki zunanji kriteriji, ampak pojasniti ali niste bili Gorenjska gazela? Ne, bili smo v prvimi tremi, se mi zdi, tudi nekaj leta nazaj. Ali miniranci, no? Niti ni to bistveno. Dejstvo je pa, da odgovorim tvoje vprašanje. Se pravi, tukaj je ena stvar, da se ne da pojasniti niti razvoja, ker ni povezan samo s tem kvantificiranimi zgodbami ali pa teorijo znanosti, razvoja, ekonomijo, biznisom in tem. To gre za čez. In v bistvu je tukaj to je tisto, kar je, da je želja, da je motivacija, ne samo mene, cele moje ekipe, vseh mojih vodnikov, to vodiš po šoli in vse ostale, so to vse prvenstvo na njih, mi delujemo, želimo in delamo s poslanstvom. Kaj lahko za potnika naredimo? To je prvi del tvojega vprašanja, odgovora, mislim, da je. In drugi del je ta, ne, ni bilo tako, kot da bi jaz nekaj naredil, povzel in potem nadgrajeval. Prav na Solarezu je prišla struktura potovanj, kako jaz to lahko naredim, torej vršim to poslanstvo, da bo sopotnik to lahko izkusil, doživel. Se pravi, prišlo je do popolnoma novega pristopa, ki ni bil moj, ampak ki je bil od mojega notranjega sonca. Kako mora biti sestavljena dinamika, struktura, kako mora biti zaporedja postavljena, da bom jaz lahko v prvem delu uspel vstop našega slovenskega sopotnika v značilno drugačno zgostujoče resničnosti. Torej, vstop, ki ima izjemno subtilne faze vmesne. Zakaj? Zato, ker je to delamo človekom. S sočlovekom. In on to doživlja s celim svojim bitjem, fizično, čustveno, mentalno in pa, pustimo naprej. In zdaj ti ga peleš na Sloveniji. On je pa tukaj, peleš velika. In zdaj kako ga upeljati noter, da bo on se stopil iz lastnega piedestala, da mu olajšaš izstopiti samega sebe, kakršen je doma, da se on lahko sprosti, razbremeni, da on dejansko lahko začuti to razširjeno resničnost. Mogoče se vrpše do tega notranjega sonca, kot sem jaz prišel. Potem je nek srednji del, ki je izpravljeno potovalno letenje. In to je tisti del, kjer je loputa te vertikale sedanjosti najgloblje, ljudje so sproščeni, ne razmišljajo več, subtilni. Ta otrok pride na polno ven, če je ta prvi del dobro stran. In potem pride zadnji del, ki pa je spet sestop nazaj v domači svet. Prav, to je bila ena. In še mnogo drugih. Vse to je bilo takrat meni lahko rečem, notranje sonce zapisalo, to sem jaz potem postavil. Na osnovi tega sem postavil moje prvo arhitekturno potovanje, to je bil v Solovezi 22 dni,
To je bilo avanturistično potovanje v To je nedri. bilo prvo potovanje znotraj te novo nastalega podjetja. Še danes je to moje potovanje, s katerega se lahko učim. Torej, prvič si se vrnil na kraj zločina. Ne? Tako rekoč. Ne, to pa še ne. To je zgodba ni tako preprosta. Okay. To lahko traja. Tam sem prepisal vse. In iz tega potovanja se še danes učim, še danes vlečem poante. Zato vedno pravim, to je pisalo moje notranje sonce. Jaz da pa zdaj razpoznavam te poante in tako dalje. No, pa prvi produkt Prvi produkt je agencije bil, Oskar je bil 22 dni so navezi. tako je. In sicer 22 dni, se pravi suloveške odmaknjenosti, izven okoljenih poti, brez turizma in precej krvoločno potovanje, lahko rečemo po prvinski, ker sulovezi se ne prilagajajo turistu in tako dalje. Izjemne moči. To je bil še danes, je redko katero potovanje tako močno, kot je bilo. Vodnik si bil ti, verjetno. Seveda, postavljen. Koliko je bilo sopotnikov? Prvič jih je bilo 14. Ne? In potem sem prišel domov, da sem se postavil. In sem ostal v agencijo, pripravil finale potovanja, ga objavil, naredil se tisto, kar je bilo potrebno, in potem oktobra sem ga odpeljal. Ampak še prej je bila pa še ena faza, takrat pa je bilo spet eno daljše potovanje v vzhodno Turčijo. Ja. Tam Tvoje osebno? Ja, moja osebno. Spet najprej sem bil 3-4 mesece doma, nič sem delal, ljudje okoli mene so se malo dost, da pač jaz nekaj po domače bluzim, ne. In potem, ko je pritisk postal velik, se je rekel, bož, da jaz še grem in dokončam zgodbo, vsebinsko zgodbo. In v tem drugi zgodbi, v vzhodni Turčiji, sem pa spet padel v to zgodbo vzhodne Turčije in odmaknjenosti. In tam sem pa že imel ta razširjeno percepcijo, lahko rečem, vidni, nevidni svet in pa notranje sonce. In sem teden preživel med Kurdi tam v vzhodni Turčiji, nekaj južno od jezera Van, v taki mali vasički, ko se niso več razumeli in tako dalje. In sem tam začutil, ne spoznal karkoli, začutil to njihovo vertikalo, ki sem jo že spoznal pri Indonezijcih. In potem sem jaz prišel v ta velika mesta in proti zahodu, ko sem se približal, sem jaz spoznal pravzaprav drugi del zgodbe. To pa je današnji človek. Kaj je njegova duša, njegov način, zakaj potuje, zakaj sodobni človek takrat konec 20. stoletja, danes 21. stoletja, dejansko potuje, kje je smisel njegovega potovanja. In takrat sem jaz to povezal s to prvobitnostjo in sem našel povezave noter. In takrat sem potem tudi strukture, takrat sem jaz razdelil sistem, po katerem bo šel agencija Oskar in od tistega. V vzhodni Turčiji si downloadal tako rekoč psihološki profil povprečnega srednjeevropskega potrošnika in njegove potovalne potrebe. To je zdaj Pa razumevanje in tak, ja. Jaz bi prav rekel, da sem njegova vertikala, ali pa lahko rečemo duša, zato ker človek potrebe so sam neki zunanji izraz našega ega, ampak prav tisto, kaj pa je zadej za tem, ne? Kaj pa je zadej, to presega psihologijo. Duhovnost ne rad uporabljam, zato ker je zelo tak neopredeljen pojem. Mene pa vsem tem zelo zanima, ne, kar se mi zdi tudi, bom rekel, en tak mali fenomen, ali ja, pravzaprav mali fenomen vašega podjetja, ne, je pravzaprav ta transmisija, ki bom rekel, te tvoje zelo zanimive uvide prevaja v podjetniško prakso, ne? Ja, to je bila osebna zgodba. Namreč, kaj se je zgodilo? Ko sem jaz vse te uvide, ko sem zdaj razlagal, pa spoznali, pa notranje sonce, pa oblaki, pa vse to. To se meni zdaj totalno vesoljska zgodba. Odštekana. Ne, vse sem ti povedal, jaz nikoli nisem nič kadil, pa gor, pa dol, zdaj se mi pa, kot če mi ti, ne vem, bil totalno pijan, se ti nekaj pojavi in se reči, to je to, ne. In jaz ti sem vedel dolg časa, ali je to resnično, ali to je ena mojih fantazij, iluzij, kaj sem kaj. In jaz sem rekel, jaz moram to probati. In kako lahko probam? Ja, ustanovim agencijo, začnem delati po tem konceptu in vidim, če ratuje. Če je resnično, bo imel učinek. Če ni resnično, je to moja blodnja. In to sem si postavil pod kriterij. Sem se vrgel na ti drugi del ukorenine prezemljevanja. Torej, dobil sem idejo, prišla je nekje, posvozaj kako, in zdaj sem jaz dodelal in bom vse naredil, da je resnično. In kaj se je zgodilo? Pojavili so se potniki, pekel sem prvo potovanje, to je bilo pač, se pravi, aprila, maja sem objavil, konec oktobra je bilo prvo potovanje, 6 mesecev, vmes je bilo Turčija, ne. In to potovanje je meni dokazalo, da je to res. Da so te predpostavke, da so vse te misli, spoznanje in tako dalje, ful lepo delovale. Valjda je bil prvič, to je tesno, tukaj je se je daljše vita, ne. Ampak
it works. Ampak s kakšno intenziteto je šla potem zgodba počasi naprej, ne? Ker če pogledamo danes, mislim, da sem zadnjič štela, da samo v mesecu aprilu, a se si prav zapomnil, okrog 500 aktivnih ali 400 aktivnih potovanj. Ne, Ne. Začel ste z enim potovanjem, vodnikov ima podjetje Oskar, koliko v tem trenutku? 105. 105. Ja. Sodelavcev 50. Potovanj naredimo čez 1000 letov. Ja, začelo se je s tem. Okay, ne, ampak potem so se pojavili tudi neki novi izzivi. Ne? Sej, bom rekel, organizirate eno tako obsežno podjetje, ne? Pa ga na nek način van integrirati te vrednote, ne? Ja. Pa te, bom rekel, tvoje zamisli, se to ni enostavno delo. Ne? Kako si se lotil tega? To je bilo poslanstvo, to je v bistvu, ne moreš več delati, to ni strast, to ni nekaj, to je preprosto prežetost z poslanstvom, oziroma očitno je to bil ostalo z mojim smislom. To je najvišje, ti si prežet, ti si navajen, pripravljen delati noč in dan. Ni bistveno, koliko si plačan, koliko nisi. Zanima te, raziskuješ, postavljaš, strukturiraš, vodiš, preizkušaš, imaš spoznanje in preizkušaš. In to se dogaja, to je v obdobju 30 let, ko se te pogovarja. Metodologija preizkusa je pa Izkušnja. izkušnja. Izkušnja je spoznanje. Je- Kak je nič, ne Ali pa pravi. kredo, ali pa znotraj kolektiva, kakšna je izkušnja? Ne? Kako veš, a vodiš kolektiv v pravo smer? A je strukturiran, a je tvoja zgodba, a jo obdajajo sodelavci s podobnimi vrednotami? Lej, ko prideš enkrat v to zgodbo, to je bila moja avtorska zgodba, prišla je iz neke vertikale, poslušaj, Ja. kako, in jaz sem začel resničevati. Zraven so se pojavljali pač neki določeni sodelavci, ki so bili tako in drugače. Kako so se pojavljali? Ne? Tako pojavljali, če rečeš pojavljali, bi lahko razumel tudi, kot da so se manifestirali iz nič. Ne? Dejansko, ja, tako je lahko bilo videti, zelo dobro si povedal. V pravem času se je nekdo pojavil. Ja. Nekaj je bilo tisti, ki smo že prej imeli, pa smo tam nekako začeli, sem na njih prenašal idejo, levo, desno in smo začeli šljakati, pač tako. Potem pa se je pojavil nek človek. Jaz sem mislil, da si imel razpise, take z zelo strogimi pogoji. Potrebujem nič. osebo ženskega spola, pa tolikimi leti, naravoslovne izobrazbe. Ja, Uroš je bil tam, da je enkrat mimo pod- prišel, ki je bil sosed v Celju, ki je bila njegova babica, varuška mojih otrok. Pa ga vprašam, ti poslušaj, kako je, prav, ja, fakt sem se končal, pa ne vem, kaj je bila, pa se je rekel, kaj pa boš? Ja, pa dej, prav, pa se je rekel, da je pric meni delati, jaz pa te nekaj rabim, niti nisem vedel. Pa sem mu razlagal 2-3 ure o tem soncu in tem, ni imel blage veze, kaj sem mu povedal, ampak čez 5 dni je pa sedel in danes je eden vodilnih kadrov na Rinci Ostar. Vse te stvari to so drugačni kriteriji, to notranje sonce, ki se še enkrat ono začuti. Pa si vsi važen. Recimo v naši vodniki imamo frizerje, imamo poštarje, imamo profesorje, imamo vsakega, ki si to želi. Ki ima vsije, ki ga začuti, ki je pripravljen narediti tisto, in če so vse skupaj, da bo on tudi sam začuti to notranjo čistino in tako dalje. In začuti ta vocation, to poslanstvo, jaz bi želel. Vse ostalo se pa da naučiti. Iz te želje pride žar, iz tega žara pride pa tehnike in pač neke operativne in tako naprej. Potem je pomembno je to zgolj, poslanstvo, želja, nekaj da, in potem se ti očke svetijo, ker si to želiš, ne ker moraš. In to je potem pač vse ostalo. In zdaj ta naš 30 let takega spontanega dogajanja in No, začeti pa se- delati okoli določeni ljudje, ki se ne delajo po nekih zunanjih kriterijih in nekih izobrazbah in nekih ne vem kaj še kaj, pravzaprav po nek več v tem vibraciji. Ne, pa se zadeva tudi ni že dolgo ni več povsem spontana, vsaj jaz si jo tako razumem, ne, ker tukaj zdaj spet trčijo v oblek nov fenomen, ki je Ja. tudi v nekem širšem poslovnem prostoru zelo zanimiv, ali pa en tak unikat je tudi ta vaša vodniška šola, ne, Ja, znamenita. Jaz bom rekel, tega fenomena še zdaj ne razumem, ne. Frajer ima zastonj vodniško šolo. ja, se to jaz Ja, ne razumem, ampak deluje pa. Ja, mislim, kaj je povedal. Ne, ker zdaj bi imel, ne, tako, bom rekel, človek z enega, bom rekel, normalnega poslovnega okolja bi imel cel kup pomislekov, bi rekel pa, on bo zdaj svoje znanje predajal konkurentom, on to počne brezplačno, ne, zakaj to počne? Ja. A je to sekta? Točno to.
Kaj pa, super, in ta brezplačnost je poslanstvo, to je tisto, kar je, Ja. pač v tem normalnem svetu mogoče kdo ne razume, pač ne razume. Kdo razume, razume. Jaz to počnem. To Kako je to- praksa 20 let. Kako to ti razumeš? Oziroma, zakaj to počneš? Ko se je zadeva širila, sem jaz rabil imeti druge vodnike. Ja. In zdaj sem se pojavil v tem, da sem jaz znam in obvladam vse, ampak v bistvu je bila zadeva moja notranja, interistična in se jo ni dalo prenesti. In bolj najprej sem imel ful dober občutek, da sem mi sedil neki sem car, potem pa to postalo omejitev. In jaz sem začel strukturirati svoje znanje, opazoval sem sam na sebi, kako deluje, kako se odločam levo, desno. In uporabil sem preprost koncept, to je notranje sonce na vrhu, potem je ta prostor, pa so oblaki, potem je jaz tukaj spodaj iz tiste vizije in to je temeljna zgodba, na kateri temelji naša vodniška šola. Potem sem to razgrajeval še naprej, razveljavil v neko tako razumljivo obliko, komorkoli si to želi slišati. In iz tega izhaja potem vse ena druga percepcija, povezana s razumevanjem potovanja, razumevanje človeka, razumevanje kombinacije potovanj človeka, tudi faz in vse dol, in pa kako lahko ta sopotnik doživi tisto nepredsedljivo. Torej, mi to znanje vse imamo. In jaz sem razvil tukaj nobene psihologije, nobene nekaj karkoli, nekaj druge, to je vse izhaja iz moje lastne izkušnje. Se pravi, da sem mogel strukturirati, pa sem jo mogel postaviti v neko zapredje in potem sem s tem začel. In ker nisem vedel, ali to bo delalo ali ne, nisem mogel zaračunati. Kaj bi lahko zaračunal? Ne, nobene zunanje metode, to ni nek Freud, Ja. pa ta ali pa uno, ali pa ki je nek priznan, bla, bla, metodologija in tako dalje. To je bila Oskarjeva zgodba. In sem rekel, pridite, kdor hoče, ki se tega želi, stvar deluje, vedel sem na svoji praksi in ajde. In sem vedel, kot sem vedel, in te prve šole so bile, valjda bolj amaterske in tako dalje. Ampak kaj se je pa zgodilo? Ljudje so prišli vodniki na te šole. So šli. Ta šola so dali skozi in glej ga vraga, it works tudi pri njih. Na tem temelji od agencija Oskar in njen uspeh. In se pravi, ne me vprašati zakaj, ne me vprašati v bistvu, ampak deluje in vem, da tista vizija, ki sem jo izsuverešil, ki sem jo prav zato in jo še danes prizemljujem in raziskujem, preprosto v praksi deluje. In to meni daje vedeti zame, seveda, pa jim drugo ne razlagam, če tega že poslušam, da je to resnično. Zakaj? Ker ima mogoče v nevidnem neke svoje vzroke in tako dalje, ampak ima v vidnem zelo jasne rezultate. In to je edina povezava, ki jo vidim povezana z razvojem agencije Oskar kot kvalitetne, ki daje nekaj več, ki pa se na posledično začeto potnikom. In to potniki razpoznajo, to je ključno, ker ne. Če bi bila to naša iluzija, potem bi propadli. Če pa ni naša, če pa je resničnost, oni to razpoznajo. In tudi če ne vejo zakaj, kako ugodno. Je en feeling, ki reče, wow, bilo je dobro, bo je nekaj več, kakorkoli in pride nazaj. To je njihovo, kako oni percipirajo. No, na nek način bi lahko rekla tudi, da ti je uspelo kvantizirati nekaj popolnoma nesnovnega. Ne? Točno to. In to je v bistvu, in to je odraz agencije Oskar taka, kot je. In to je ta zgodba, ki se zdaj v bistvu postavlja. In ko sem vprašal, kakšen je vzrok, točno ta. Poslanstvo, žal, prizemljenost, jasno, vse mora biti v skladu, ni zdaj to, da bomo mi ljudje pa kar nekaj po svoje delati. Vsak dobi kaj v programu in nadgradnja v skladu s pristopi, spoznanji in tako dalje, ki so ne popolnoma lastni. Jaz ne vem, ali bo še druga šola taka, me ne briga. Jaz ti vse izhajali iz lastnih izkušenj in iz tega spoznanja, ki je noter. Kako vodiš to podjetje? Kaj bi rekel zase, da si avtoritativen, oziroma avtoritaren, da si ohlapen, da deluješ intuitivno, da se greš mikromanagement? Jaz ne vem, jaz moram priznati, da nisem naredil pri tvojih sodelavcih in sopotnikih nobene ankete, tako da. Dobro se delego. Ampak tega, če iz tega iztidaš, pa rečeš iz tega, kar sem ti povedal, a misliš, da je Oskar vodnik drugačen kot Oskar direktor? A je lahko Oskar vodnik drugačen kot Oskar direktor? V drugem settingu, v drugih pogojih, ampak drugače pa narativ od zadaj pa povsem enak. V bistvu, sodelavec, sovodnik, sopotnik. Zakaj uporabljam besede sodelavec? Sovodnik, sopotnik. Tako da si ti pojmi upoštevajo, da nisi sam. Da si v neki interakciji. So. In kaj to vključuje, po moji logiki? Poslanstvo. So, čutimo. Midva sva.
Ali si zdaj ti ali jaz, ali pa sva midva. In zdaj moja logika osnovna izhaja iz tega. Če jaz mislim o tebi in ti razmišljaš o meni, imava presek. Si predstavljaš? Če pa jaz razmišljam o sebi in ti razmišljaš o sebi, imava dotik. Se pravi, če jaz razmišljam o sebi, valjda, itak, to je avtomatsko, to pač dela naš ego. Pa če jaz razmišljam o vseh in iščem all-win combination, se pravi, ne zero-sum game, se pravi, ne to, da mora vedno nekdo izgubiti, nekdo dobi. To je stvar zelene sfere, to je stvar te logike, ki v kateri danes živimo. Pa kako bi jaz lahko tebe nadgradil? Kot je lahko eno idejo, ki ti bo lahko lepšo življenje. Yes, to je tisto izpolnjenost. Zakaj ne bi to delali sodelavci, sovodniki ali sopotniki? Različni pogoji so. Da so tudi različne omejitve, lahko rečemo temu. Moja vloga kot direktorja ima eno, kot vodja, ampak od zadaj je pa ta narativ, je pa ta, bi rekel, duhovna država. To je izjemno zanimivo, ne? Ker tako ne bom rekel, ne? Zdaj, če malo odfilozofiram še v svojo smer. Ne? Lahko bi rekla, da si ti v nekem kanalu prejel neko znanje, ne? Ki ti ga je uspelo potem manifestirati skozi posel. Ne? Skozi posel je posledica, ne? Ga je uspelo ukoreniniti pri zemljika, ne? Tako z mojimi besedami, bravo, ne? Posledica je pa pač uspeh, rast, razvoj. To je pa sam stranski produkt celotne zgodbe. Če stvar zalaufa, če je dobro, če ni to, pride potniki, te oni rinejo naprej, ti ustvarjaš neko novo zgodbo, zraven moraš seveda dodati vse to profesionalizem danes in tako dalje, glede prostopkov, struktur, organizacije, interneta in tako dalje. Ampak osnova je točno to. Zanimiv mi je ta vidik, da tega znanja in teh uvidov nisi zadržal samo zase. Ne? Ker ne morem. Ali ne smeš? Ne morem, se sploh ni moje. V bistvu, ko je enkrat ta notranje sonce, se to mogoče malo čudno zveni, ampak ko enkrat ti začutiš, in jaz še vedno pod njimi niso, zdaj online in vedno bolj, hvala Bogu, to je moj osebni razvoj, tako ga jemljem, vse ostalo je brez veze. In se sploh ne morem misliti, kaj bi bilo, če bi se enkrat presekala to komunikacijo. Kakorkoli, je ono močnejše od tebe. In tvoj ego je tisti, ki se mu mora podrediti. V bistvu ne vidim razloga, zakaj bi. Ker na koncu gledaš v neko stanje, ko vidiš, da pravzaprav je to, ko nekomu nekaj daš, večja izpolnitev, kot pa to zase. Kaj pa rabe zase? Malo za pojesti, malo za popiti, nekaj malo za obleči, nekaj imaš tole. That's it. Ok, če si tukaj na to navezan, pa rabiš okuse, še kompliciraš življenje, da ne zavesti, in potem se še cene kupiči, tako dalje. No, kaj je zdaj tukaj? Ne, veš? In potem si bistveno večja izpolnitev, ali pa lahko satisfaction, ali pa samo usličenje takrat, ko daješ. In potem prejemaš. Brez daješ, ne da bi imel občutek ali pa želel, da ti bo nekdo kaj vrnil, pa tako dalje. Malo, to daješ na tem rdečem. Pa si pa posel, cena je cena, in stroški so stroški, in ker imamo delati, tako je tako nam jasno. To so rekli, da to je temelj, ne? To je temelj, ki mora biti, ne? Ja, in ta mora biti zdrav. Če je to gori sonca, mora biti močan, mora biti modern, mora biti usmeren v sopotnika, mora biti usmeren v sodobne trende. Moramo uporabljati, ne želimo uporabljati najsodobnejše pristope, ne? Biti v vrhu, kar se tiče informatike, kar se tiče tega, kar se tiče organizacije, strokovnosti, moramo biti uspešni. Zakaj? Da se lahko ukvarjamo s tem, kar lahko damo, ne pa s tem, kako bomo premog kopirali po olje. Tako na koncu pa vse narativ teh 150 naših ljudi, mojih sodelavcev, ki sodelujemo tako drugače danes, je pravzaprav izhaja iz tega, kaj lahko dam. Oskar, to se mi zdi en čudovit poslovni model, ne? Podjetje, ki temelji na ideji, kaj lahko svetu ponudi, ne? Se ni edino, ampak so pa redka taka podjetja. Ne? Zdaj, če pogledamo svet tega trenutka, ne? Svet nekega delovanja iz nizke zavesti, ne? Obvladujejo predvsem korporacije takega tipa, katerih edina namera je, kaj bi svetu vzeli. Ne? Pa so finalni sveta, niti ne obremenujem pretirano, ne razumem svojo zgodbo. Ne razumem, ampak kako take prakse, kako svetu, ki je umerjen po vatlih korporativne sebičnosti, sploh povedati zgodbo
o drugačnem podjetju, ki lahko reče, lejte, dobro nam gre. Dobro nam gre, ne. Vprašanje je zdaj, kako povedati. Tukaj sta dva narativa, eno je narativ iz osnovne resničnosti, to je ta naša zahodna resničnost, kot jo mi pojmujemo, po meri našega razuma in čutil, in potem imaš to razširjeno resničnost, ne. In te dve, in razširjena resničnost upošteva, je širši pojem ožje, jo pa nadgrajuje. Ampak daje drug pogled. In tukaj zdaj nekdo, da bi se šel, po mojem, nekega Samaritana ali pa nekega dobrodelneža in tako dalje, to ne bi čutil iz srca in iz sebe. Da se ko prej bi pregovoril, po mojem, to ne gre preprosto, je to konflikt. Ne, se ne gre tukaj za samarijanstvo. Jaz sem tvojega podjetja razumel kot samarijanskega. Ne, Jaz sem razumel bolj kot transfer presežnega skozi temelje zdrave ekonomije. Ja, ampak to vključuje najprej dostop do presežnega, odprtost, dostop, potem strukturiranje tega komunikacije in razpoznavanje, ki je totalno drugačna, kot pa najna verbalna in tako dalje, ne. In potem zaupanje, da te on lahko vodi in pa, in potem pa strukturiranje, torej ta ukoreninjenje prezemljevanja dal. Ni neka zapletena zgodba. Zame je bila, ker jaz sem bil osupljiv, jaz sem padel čisto v praznino, nek prostor, ki je bil zame totalna praznina, in sem začel kakor sem vedel, zelo to raziskovati. Prišel do te povezave, jo začel postavljati v zemeljsko resnico, začel s temi potovali, bil sem sam in ustvarjalec, bil sem vodnik, spotil sem, jaz sem imel nove projekte, jaz sem tudi, kaj sem jaz počel. Mene je zanimalo, kako se bodo odzvali. Mene je zanimalo, recimo, kaj je v človeku doda najmočnejša izkušnja. In kaj sem ugotovil? Kaj? Odnos do neznanega. In kaj sem naredil leta 2000? Prvo potovanje v neznano. 24 dni je bilo, odhod je bil, mislim, da tam nekje začetek septembra, sredina septembra, cena je bila ne vem, in pa vodi Oskar. To so bile in pa odhod je takrat, torej 4 elementi, in to sem jaz takrat dal. Potovanje v neznano. Ja. Zanimalo me je. Kakšen bo odziv? Kakšen je bil včeraj? Ne, ni me zanimal odziv. Zanimalo me je, raziskoval sem proces, kaj se človeku dogaja v vseh fazah v potovanju v neznano. Mislim, še veliko prej, ki se konča veliko za. In sem ugotovil, zanimalo pa me, kaj lahko največjo moč, ki jo lahko človek in pa izkušnjo in pa s tem potovalno bogatstvo, ki lahko živi. In to stik z neznanim in pa presenečenje ob tem, ko se ti zgodi. In takrat je bilo, tako sem 1 leto proučeval. In sem rekel, in sem proučeval, imel sem veliko svojih sopotnikov, bili so malo zvesti, potovali smo sem in tja. In potem sem jim vrgel to kost. Kdo gre z mano? In potem, kaj se je zgodilo? Recimo, da ti dobiš. So bila zapolnjena vsa mesta? Ja, vse bilo polno. In zdaj kaj? Wow, poznaš Oskarja? In zdaj sem zadovoljen. Lahko si, recimo, že ta prvi potniki so bili na posebnem odnosu. Ja. Bi šel. Pol pa začne. Wow, neznano. Kam, kako, sem že bil. Milijon vprašanj. In recimo, da se najde varianta in eni so bili tisti, ki so bili najbolj pogumni, so se prijavili. Recimo pol leta pred odhodom. Da se vprašaj, da se ti predstavlja, da si to ti, in da prideš, recimo, da si v službi in prideš v službo in te vprašaš se, kam pa greš, pa če rečeš, ne vem. Koliko sva dal? 3 ure. Pa ste nor. Poveš tvoje babici. Ja. Ne upaš povedati. Ja, verjetno ne. Če imaš malo občutljivo, pa mogoče tako razčutno, ne upaš povedati. Mislim, tako potovanje terja posebnega človeka, ne? Ne posebnega človeka, posebno notranje stanje. Se pravi, to in potem, ampak to, kar sem hotel povedati, da je ta čistili odnos človeku prej, ko prideš v okolje, ko so vsi, ko narediš nekaj norega, ne? Kot je recimo prijaviti se na potovanje v neznano in daš 3 ure za ne veš kaj, ne? Jaz pa te lahko odpeljem preuzvodno Kumloto ali pa kamorkoli, ali pa mogoče kamor si že bil. Raznih dvomov je lahko milijon, v bistvu zelo že pred potovanjem ukrepi tvoja identiteta. Ko ti izpostaviš to in tebi se dogaja potovanje, v bistvu večina že prej. Potem zadnji teden dobiš obvestilo pred odhodom, kjer je tako napisano, da itak nič ne veš, kam greš. Kako zveni tako obvestilo? To bi ti mogel prebrati, ker sem ga ne vem, če sem 3 tedne pisal. Vsaka beseda je bila taka.
ne, ki je bila v bistvu provokacijska. Ne. Aha, je tudi namenoma zavajala. Seveda je zavajala, ne. Treba je bilo zdaj, kaj, čim bolj zmešati zgodbo, ker meni ni šlo za to, da oni grejo v neznano, ampak je šlo za to, da čim bolj človeka sooči z svojimi lastnimi dvomi, strahovi in vsem v tem, in ki je on 2 do 3 tedne prišel, je zdaj ima idealno priliko, da se mu zgodi prava, mogoče življenjska situacija. Pa jaz sam da 3 ure in če ne gre, izgubi, kar to ni glih prijazno, ne. Torej, 3 ure je kar v redu motivacija, da se in po drugi zgadi. strani pa ga ti lahko še fino lepo tako diskretno, pošteno, ampak tako mu napišeš tako dvoumno, in če pa dvoumno, potem pa valjda boš človek potegne najslabše zgodbe iz tega. Ne bo, bi prebrati bi mogel, malo še to napisano nekje. Ampak hočem povedati, da sem jih skušal tako zresetirati, da ko pridejo na letališče, to je bila moja vizija, pridejo ko oni, ki rečejo, okej, grem, če pridem, če ne pridem, ne pridem. Udani v sodo. Vdani v sodo, brez pričakovanj, ne vejo kaj, ne vejo nič, ne. In prišli so na letališče in tam smo razdelili vize, potne liste z vizami in pa karte, ne. In že ta predzgodba je vredna. Kakšen je bil odziv? Top. Kam ste šli? V Iran. 24-dnevna avanturistika v Iran. Ok, ampak razumem, lahko bi šli kamorkoli na tej zemeljski obli, ne, pa šli ste v Iran. Ja, šli smo v Iran. Kakšen, mislim, sigurno, tako sklepam, da si, vem, da si radoveden človek, ne, ker si opazoval zdaj reakcije teh ljudi, kaj si opazil v njihovih srcih in očeh? Top zgodba, to je bilo eno od najboljših potovanj do takrat. Prva stvar, vse hkrati, ko so izvedeli kaj. Druga stvar, nič ne vemo v deželi, nobenih pričakovanj, nič, v bistvu praznina pa nastane, kljub temu, da je Iran. Potem, ko so prišli, seveda tudi program ni bil znan, jaz ti sem nič povedal, samo jaz sem vedel, kam bomo šli naslednji dan in tako dalje. Vse je bilo, raziskovanje je bilo, oni so skupaj raziskovali in pisali vsak svoj program. Tretjič, vsaka stvar, ki se je zgodila na potovanju, jim je bila presenečenja. Ni bilo enega pričakovanja, niso mogli kamorkoli prihodnost obesati. Jaz si predstavljam, da imaš ti nek tok trajanja, kjer je vsak trenutek neko presenečenje, zato ker ti nimaš nobene predstave o tem in si ti ne veš, kam greš in greš kaj, wow, in je wow, in wow, wow, vse. In pa isto potovanje, kjer pa imaš točno jasno smisel, kaj se bo dogajalo, vse veš in kljukaš po programu. Tole je. Pravzaprav imam predstavo, ne. Zdi se mi, da si se z produktom imenovanim potovanje v neznano še najbolj približal potovanju, ki se mu reče življenje samo, ne. Seveda, še nadgradnja. To je bil prvi tak velik. Življenje deluje po principu potovanja v neznano, ne. Danes sem bil eni naši vodnici. Seveda bi si vsi želeli imeti itinerarij, poln bleščečih zgodb, za prihodnost predestiniran, ampak v življenju tega nimamo, ne. Ne, to zabija, vsa pričakovanja zabijajo doživetje, zabijajo ta moč, to vznesenost, ki pride ob tem wow. In wow pa pride vedno takrat, včasih bila cesta pred nas, in pa wow pride takrat, ko je neko presenečenje, ko je nekaj, Ampak kaj bi rekel, da je bistvo tega potovanja v neznano? Odsotnost pričakovanj. Odsotnost pričakovanj, soočanje z neznanim, soočanje z prihodnostjo, ki je prazna, prihodnost je prazna množica. In zakaj agencija Oskar ne ponuja samo potovanj v neznano? Ker je bila to ena razvojna stopnja, Ne razumem, druge. Razumem, želim filozofirati, zato ker smo ljudje prevečkrat ujetniki svojih pričakovanj. Meni so potovanja v neznano, ne zato, da bom tega živel, to so bile moje raziskovalne v bistvu eksperimenti, s katerimi sem jaz ugotavljal, kako se človek odziva na to. In sem ugotovil, da je v soočanju z neznanim njegova moč doživeti mogoče deset, 2-krat močnejša, kot pa če bi bilo to isto znano. In potem se pa element neznanega, se pravi kot neznano, v različnih dozah vpletel v druga potovanja. Lahko turistična potovanja, ki so klasična, z malo dozo neznanega, kar pomeni predvidljivost, ki jo potnik pričakuje, ampak malo moči pa je noter. Doživetja, kjer je več neznanega, pa je zato moč doživetja zaradi in še drugih elementov, ampak ta neznana je zelo močna.
večja, potem Oscar plus Lišterica, kjer je še večja, in potem imamo še kakšne take zvore, kjer pa je taka. Se pravi, ne gre za to, da je to neznano kot pojem za tistih par avanturistov na tem svetu, ampak da ti ekstrakiraš ta odnos do neznanega človeku. Ja. Ali pa odnos do drugačnega človeku in ga opazuješ in vidiš in ga lahko gradiraš potem v različne tipe in ga ponudiš različnim ljudem. In to je moje poslanstvo. To je moje poslanstvo, da je 10 takih krsti. Pelem, ko smo že itak avanturisti, pa gremo odkrivati izvir Nila. Torej, v tem, da vsakemu sočloveku na slovenskih ulicah omogočim, da gre in da doživi kanček teh zgodb, ki so povezane z notranjimi odnosi do teh, tisto, po čemer jaz čutim, duša hrepeni. Potem spontanost, variabilnost. V tem današnjem svetu, ko živimo vedno bolj sistemsko, predvidljivo življenje in tako dalje, nikoli nismo na planetu, ni človeštvo tako ugodno in dobro živelo. Nikoli ni imelo take velike krize smisla tega in pa tega vpetosti, veselja do življenja in tako dalje. Zato, ker je preveč pričakovan. Preveč sistemske, da mi bi kar vse postavili prihodnost takšno, ko je, in mi jo vidimo kot in potem postavimo neki tega sistemskega, kar je za telo in za to, kar mi pojmujemo, da je glavno ful pomembno, ampak je vedno naš, to je recimo naša duša ali pa karkoli, pa lepo, razširjanje, nadgrajevanje in tako dalje. In kaj je potovanje? Potovanje je zmaga duše nad telesom. Potovanje je živo trpljenje in domače življenje. Če gledaš potovanje stališča telesa, čustva in mentala, je totalno nesmiselno. Nekaj močnejšega mora človeka spraviti na potovanje. In močnejše, ko je to, večje moč potovanja si želi. Ker se ona polni. Ona se polni z izkušnjami, polni se s spoznanji, polni se z doživetji, polni se s presenečenji, polni se z navdušenji, s čudeni. To je tisto, kar je tukaj vedno manj. Če je pravo potovanje. Koliko sopotnikov ste prepeljali v 30 letih? Ja, bom čez 100 000. Zadnjič sem nekaj tako naučil. Nisem jaz nekaj številkah, ne. To bi mogel naš računovodski ne vprašati. Rečemo proti 100 000. Več, čez, daleč. Čez. Ja, seveda. To je eno malo mesto, ne, ljudi, ki so peljali nekam. Ja. Kaj bi lahko rekel tako recimo po taki orjaški epohi, ne, da ste tem ljudem dal, da si tem ljudem dal, da je koncept Oskarja, ki se je rodil tam na Sulaveziju, Moja ambicija, ko so se oblaki razpršili in dali prostor notranjemu soncu, ne, kaj si jim dal? Moja ambicija je bila, da jim omogočim vstop v njihovo globino, se pravi v ta nevidni svet, in da dobijo mogoče vsaj en mali droben prežet oblak ali pa prežet žarek ali pa neko obdobje te prežetosti z notranjim soncem, da ga občutijo. Da jim dam izkušnjo, iz katerega izkušnjo, konkretno izkušnjo gostujoče drugačnosti vsega skupaj, potem vseh teh neznanega, drugačnega in tako dalje, da v bistvu lahko ta odnos testirajo. In to, moja želja je bila, da s tem razširijo svoje tolerančne meje. Da se sprostijo samih sebe, kakšni so doma. Da se začutijo, z drugimi besedami, kako pa ti jaz živim, če po recimo enem tednu do 10 dneh, ko se aklimatiziram recimo na sulaveško življenje, kot sulaveščan v Sulaveziju. Razbremenjen mojih, ne samo ego postavitev, ampak tudi razbremenjen svojega civilizacijskega ega. To je naslednja stopnja, ker prva je osebni ego, potem pa je civilizacijski. To so pač vse moje postavitve, v katerih sem prišel, ki lahko ne držijo, ampak to so moje predpostavke. In jaz to omogočam. In potem začuti sebe, kakršen si. In moja želja je bila to, kaj bo športnik z tega naredil, to je njegova odločitev, to je jasno treba razmejiti. Ampak jaz sem to na teh potovanjih omogočal in to se je velikokrat dogajalo. Jaz sam sem prevodil mogoče 5, 6, 7, 8, pojma nimam koliko tisoč potnikov, sopotnikov, po teh deželah, od odbitih 24 dnev. Pa to je bil, bil sam eden, potem je bilo 24 dnevno potovanje, naslednje neznano v Laos. Čista abstrakcija. S tem, da spet nismo nič vedeli, ampak Laos je bil kot destinacija. Spet isti postopek, neznano in tako dalje. Tretje potovanje, tretja destinacija je bila, to je bilo enkrat na leto, ali pa sem jaz to je bila ekshibicija, tako. Je bil Jem, 24 dni, Pol smo šli, Centralna Azija,
od Irana, od Teherana, preko Turkmenistana. To govorijo vse o Uzbekistana, potovanjih v Kirgizije. neznano. Ja, to sem potoval, zato se enkrat na leto, če zdaj gremo to teva skosne. In potem je bil Pakistan, severni Pakistan. Spet, to so dolga potovanja. Ampak to niso nič, to zdaj razlagam, to so vse destinacije. In jaz sem tam abstrakcije, totalne drugačnosti od naše civilizacije. To je prva stvar. Drugačnost dežele, ta pojačuje moč doživetja. Bila so dolga potovanja, torej 24-dnevna. Dolga so zelo pomembna, ker grejo globoko v človeka. Zakaj? Zato pravi en teden, da se sploh razbremeni sam na sebe od doma. En teden, to je še tam 4-7 dni, odvisno človeka, je pred vrvice, ker se on sam razbremenjuje, prilagaja potovanju in tako dalje. To je preč. Od takrat naprej začne ta prelesna moč potovanja, vstopiš v ta svet potovalnih moči. Bila so potovali v neznano, kar pomeni soočanje z neznanim. Bila so potovanja, ki so naslavljale vse strašljive arhetipe naše civilizacije, če bi tukaj Junga recimo postavil. In to so bile maksimizacije in to sem jaz v bistvu iz lastne izkušnje proučeval kot znanstvenik, kako se moji sopotniki, in to ni bil 1, 5, 10, ampak jih bo 100 in 1000, odzivajo na to. In potem na koncu, ko so prišli na konec, kaj vam je bilo najbolj všeč, kaj vam je najbolj doživeto? Totalno drugo. Na potovanje neznano, ni bilo programa, zdaj kasneje, ko smo potem razdelili na trojkice, prva dvojkice, prva turistična potovanja doživeta in te bolj blage zgodbe in uporabljam iste pristope. Piramide, še sploh ne omeni. Utemeljitelj potovalne terapije si tako rekoč. O tem nisem razmišljal. Oskar, to me zanima, mogoče za predtem končava, ali še zelo tako vizijo v prihodnost obrnjeno, bi te mogoče vprašal, na kakšno vprašanje, na kakšno potovanje bi ti poslal enega povprečnega zahodnjaka, tazga dobro sistemsko formatiranega, da bi imelo kar se da velik transformativni učinek, ne? Ja. Ali bi bil predpis, ne, zdaj? Tako kot doktor zdaj predpisal potovanje, evo tam en recept. Malo drugače bi jaz to zastavil zgodbo. Tako sem jaz iz tega so nastale naše stopnje, ne. Imamo različne doze teh moči potovanj. To so vse, ne. Doze. Enka so počitnice, ki pa so malo prežete. Dvojke so turistična potovanja, trojke so doživeta, štirke so Oswald plus, v bistvu to se tukaj se stopnjuje moč, torej potencialna moč, ki človek lahko na potovanju doživi. Zdaj vsak je na svoji stopnji. Nekdo naskakuje dvojko v počitnika in ga turistika. In je prav, da gre na dvojko. Prav, da eno več, kot si mislim. Če bi ti rekel, jaz potujem turistično, ne? Bi ti rekel, vedno doživeta. Pet na očet. Ne na avanturistično. Zakaj? Mogoče prevelik skok. Če prevelik skok, se človek zapre. Takrat, ko se zapre, takrat nič ne more van in on ne more nikamor. Če si na trojki, 5 na 4. Razumem, postopnost. In to tako sem jaz postavil. Zakaj? Zato, ker šok terapija ni mogoča. Brezvezna je. Zakaj? Okay, zapira, ubija, ekstraktira, meče ven iz tkiva. Človek je tkivo. In to tkivo ima nekaj svoje lastnosti. In ima neko organsko rast. Ne pa, da ti nekam greš, pa odbloziš nekam in potem ni del tega organskega razvoja, je vedno organska zgodba. So se izpostavili in si rekel, če je to, jaz lahko dam vsakomur, moje mami, sosedem moje mame, 87-letni gospej, lahko potuje na enki, pa bo nekaj od tega doživela. In potem moja mama se odloči, da bo pošla enkrat, ki je potovala najprej dvojka na druga, in potem je postala pri 70-ih ali pa v 68-ih, je pristala na teh štiricah, na teh hudih. In je šla, da te dolg Jemen, pa že 24 dni Jemen. Moja mama, ja. Wow. In da mora pozabiti. Se vse prilagodila, ampak to je nje, če danes vprašaš, poleg še ostalih Iranov in tako dalje, ki jih je potem še naprej potovala. Življenjsko, bogatstvo, tisto, ko se spomni Nanda, pa zdaj je že pri 87-ih. Si očka zasetijo, nasmeje se. Potem več, ko imam časa, lahko o tem govori. Oskar, kje se neha rast takega podjetja? Je to predvideno ali se vaši gabariti ustvarjajo kar tako organsko? V bistvu nikoli nisem razmišljal
o rasti in razvoju na ta način. Nego razmišljam tako, da mi delamo, ustvarjamo, izobražujemo vodnike, postavljamo, oblikujemo potovanja v različnih stopnjah, delujemo v skladu s tem, kar ti govorim. Vodniki prihajajo. In če jih prihaja več, rastemo, če jih prihaja manj, padamo. Moja logika je edina ta, da potnik ima volilni listek in nam odloča. In če smo mi dobri in če delamo v skladu s tem, izkazalo se je zadnjih 30 let, da potniki to razpoznavajo, se naj s tem ni treba skrbeti. Zato nas je v nobenih javnih medijih. Imamo normalno, moramo biti na teh osnovnih zgodbah, ki so, pač internete, levo, desno, ampak nisi na nobenih plakatih, nobena, ne vem, televizija, radio, gordo, kot to ne rabimo. In jaz sem postavil že leta 2000, ko sem agencijo Oskar ustanovil, sem si rekel, če je, ker tukaj vidiš, iz kje izhaja zgodba, če je to res, bodo potnike razprodali. Potem se rabim neke reklame, pa se ukvarjati z rastjo ali ne. Če je to res in če res počnem to in če res to spoznavam in če prav delam, to prav spoznavam in tudi vršim moje poslanstvo, potem handlamo zgodbo. Ja. Ja, in če me vpraša, zadnjič me je nekdo vprašal, Človek ti sploh ne bi verjel, če ne bi bilo res. sošolcev iz faksa, z ekonomskega, pa kako ti gre dobro? Rekel, kje piše, da je razlog? Pa sem rekel, Bog me ima rad. To je prav pogledal. Pa sem rekel, ja, pač je zelo razloga. Mislim, da te razmišljam, skozi mi zdi neplodno razmišljam, od kje so te razlogi, vzroki, stvar teče, jaz to vem, zdaj pa, če drug ne razume, pa to je njegova zgodba. Kakšni so načrti? Veš, to mora biti to najbolj, bom rekel, najbolj hrapasto, hkrati tudi najbolj boleče, ne. Vprašanje, ki zveni puhlo, je pa, ima pa svojo ost, ne. Ja, zdaj pri 60-ih sem jaz prišel do tega. Kaj boš zdaj z blagovno znamko Oskar? Jo boš predal, jo boš prodal, jo boš To misliš? upokojil? Ja. Ne, veš, že vse. Lej, to je organska zgodba, ne. In tukaj imam jaz ful sodelavcev, ki jim lahko popolnoma zaupam, ne. Moj namen je, da pravzaprav zdaj počasi na ta velikost in vse te logistike in tako dalje, pa razmišljanje o tem poslovnem, operativnem svetu, v bistvu malo utrujejo. Mislim, da sem jih malo prerastel. Zdaj ima tukaj za mano izjemna generacija teh, ki so mi sledili 20 let, 10 let, 15 let, vodnikov in tako dalje, ki od tukaj živijo, so ustvarjajo, so prežeti s to zgodbo že dolgo časa, prenesel sem na njih, ne bo to terali, ne. Oni so zdaj tam nekje ekipa, ta prva ekipa okoli 40, drugače pa je ekipa agencije Oskar je po mojem tam okoli 30, mladi ljudje, ki so prišli sem, ne to zaradi tega za plače in gor dol, ne bo zavarovalnico, ne bi teh plač, veš, te, ki lahko veliko ponudijo, ne. Prihajajo zato, ker je tukaj ful lepo delati in ker čutijo, da je to poslanstvo povezano z njihovim samouresničevanjem. In jaz skrbim za njih, ampak oni pa dobijo tukaj tudi to. Vejo, zakaj delajo. In ko je potnik zadovoljen in reče, hvala ti, kaj se mi je zgodilo, je to sicer, je to ta, rekel, avtorska nagrada, ko ti nekaj narediš. In ko recimo pride mail v agencijo, tam je na pohvala ali pa neko tako lepo, to pa objavljamo tudi skozi časopis in tako dalje, potem jaz to pošljem vsem in vsak bere v agenciji. In ti ljudje bodo nadaljevali to moje delo na tem organizacijskem delu. Jaz pa mislim, da zame razmišljam, da je en korak naprej. Korak naprej pa je, da se razbremenim tega organizacijskega, da se res posvetim temu poslanstvu, ki ga počnem praktično zadnjih 30 let. Ne? Ja. Tukaj vodniška šola vsebine. Vodniška šola je v zadnjih letih toliko napredvala, da je postala šola za življenje. Prihajajo ljudje, ki ne želijo voditi, pa prihajajo naši potniki in tako dalje, ki si želijo v bistvu slišati, zakaj smo mi tako, zakaj oni čutijo nekaj. In zadnjič sem začel lansko leto decembra, zdaj sem malo presekal, ker bom druge stvari, ampak sem delal potovalno šolo za sopotnike. Torej, eno je vodniška šola, pa potovalna šola za sopotnike, kjer sem sopotnikom v 2 dneh razložil, kje je bistvo, na kaj bojo pozorni, kaj lahko oni naredijo, da bodo imeli največ potovalnega bogatstva. A tukaj seveda mojo vlogo. Pa potem mogoče, paziti, usmeriti vizijo, kako naprej v teh spreminjajočih pogojih. Pa dajati vse te moje ekipi, ki je zdaj tukaj, ko smo jo skupaj, ko smo se zbrali, to so dolgoletne ekipe in tako dalje. Tudi taka nepredstavljena, mogoče so občutek varnosti, ali pa mogoče ene, ne bom rekel identitete, ampak nekega
Recimo, včeraj se pogovarjal z našim vodnikom Branetom, ki je rekel, veš, ko vem, da si, se lažje, bolj varno se počutim. Recimo. Sem bil presenečen, ampak bilo pa lepo. Lepo. Evo, pa še zadnje, mogoče malo manj neprijetno vprašanje. Knjiga ta tvoja famozna, kdaj? Zdaj Ja. vemo, da je napisala. Dobro vprašanje. To bom vprašal Kočija in ti sporočim nazaj. Dejstvo je, da je veliko stvari že napisanih. Nisem se niti sam želel, tu pa še tako Kočijaževa ekshibicija z mano. Ne. Je v procesu, ne. Je napisana mogoče drugo leto, mogoče letos v jeseni, mogoče drugo leto, ne vem. Mislim, pri tem Kočijažu je ena problematika, ne, ko pač on se spomni in on to naredi in je to knjigo tudi napisal do te oblike, potem se pa on spomnil, pa mi je vzel inspiracijo za naprej. Zdaj sem v času mirovanja, jaz upam, da bo. Želim si, pravzaprav nekaj ne zaradi sebe. Moji sodelavci in tisti vodniki in tako dalje so me terali. Daj ti to, kar si tebi zvodilo in kar na vodniški šoli, bla, 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 in vsa ta tvoja potovanja, zapiši. Da bojo drugi brali. Zakaj sem rekel? Zato, ker so imeli občutek, da bo vsem lahko povečal tisto, kar si želim, to poslanstvo, ker je njim koristilo v lifeu, za vodenje, in da bi lahko še komu drugemu. To je bil moj motiv. Ko si začel pisati, so mi govorili, pa ko sem jih sprašal, kje je Oskar, so rekli, da jim je že 10 dni ne govori z nikomer in samo piše. To je bilo noro. To je bilo tako, da je, ko me je pisanje zagrabilo, me je Kočijaž totalno, se pravi, notranje sonce totalno ugrabilo. In jaz sem pisal od 6 zjutraj 18 pa 20 ur na dan. Ne. In to 40 dni zapored. Bruhanje je bilo. To nisem vedel. To je kar podobno, kot se takrat na Slovesu dogajalo. Sem sam letel ven. In me ni spustil. In sem šel, ne, ob 2 spat, sem 6 zbudil, sem vstal ko zajec, sem vse računal in pisal naprej. Kaj bom rekel, v upanju, da te Kočijaž čim prej pokliče k dokončanju te publikacije, se ti za ta pogovor zahvaljujem. Ja, hvala, se pridružujem tvojemu upanju. Ja. Ne veš zame. Bom. Hvala, Oskar. Hvala, zdaj smo nekje končali v sedanjosti, čas, da se posloviva, itak se kmalu slišimo oziroma vidimo z novimi, pa tudi podobnimi zgodbami. Ja, hvala, Miha, da si mi omogočil ta pogovor. Z vsakim pogovorom spoznam tudi delček sebe. Hvala. Hvala za ta kompliment. Hvala, Oskar. To so bili še eni oskarizmi. Se vidimo. Čau. To je bilo. Super. To je bilo. Ja.